Živijo. V Novi Gorici se je segrelo do 17 stopinj Celzija in vsi vemo, da je to spodnja meja za kratke rokave. Ko sem jaz videl to vremensko napoved, sem takoj vzel par dni dopusta samo zato, da bom lahko kolesaril. Čez vikend sem že konkretno kolesaril, zato sem si danes vzel čas za aktivni počitek. Tudi današnja tema bo bolj lahkotna in sicer bom povedal nekaj malega o uporabi bidonov. Pri kolesarjenju je zelo pomemben vnos tekočin, ker vodo izgubljamo s potenjem, telo pa se poti zato, da se lahko hladi. Bolj toplo, ko je vreme, več tekočine bomo izgubljali, zato je jo potrebno sproti nadomeščati. Pravilno je, da pijemo prej, ko smo zares žejni. Za sprotni vnos tekočine jaz iz bidona naredim en požirk vsakih 5 km, od začetka vadbe naprej. Na kolesu je hidracija lahko še toliko večja, ker se ves čas gibljemo in nas zrak, ki teče mimo nas, še dodatno izsuši. Zdaj, če pride do dehidracije, potem to pomeni glavobol, slabost, omotico, lahko tudi izgubo zavesti. Zato je pri kolesarjenju obvezno, da imamo tekočino s sabo. Ena od najbolj priročnih embalaž je pa ravno bidon. Bidon lahko dobite v različnih velikostih. Jaz osebno imam pol-litrske, vi pa zberite tazga, ki ustreza vam. Zdaj, v bidonu imejte navadno vodo, če pa želite nadomeščati tudi soli, ki jih izgubljate s potenjem, si pa lahko noter nalijete tudi kak izotonični napitek, kar vam najbolj ustreza. Jaz osebno imam največkrat vodo, sploh za te krajše 2-3 urne furce, za kakšne daljše in bolj naporne bi pa imel v enem bidonu vodo, v enem pa izostar. Drugač pa po vsaki vadbi, ko prijem domov, spijem kozarc izostarja. Bidona vam načeloma ni treba kupiti, če se strateško postavite, ko bo šla mimo kakšna kolesarska dirka, bojo profesionalci odmetavali bidone in ga boste lahko dobesedno pobrali stav. Pri nekem konkretnem kolesarjenju računajte s tem, da v eni uri porabite en bidon oziroma pol litra vode. V vročem vremenu oziroma v bolj intenzivnem kolesarjenju pa lahko tudi 2 bidona na uro. Ko ob cesti naletite na pipo, se obvezno ustavite in natočite. Imate še pol bidona. Ustavite se in dotočite. Pravilo številka 1. Jaz sem se tega naučil na težji način. Ko sem se peljal mimo pipe, misleč, bom natočil malo kasneje. Potem pa ni tlo biti nobene vode nikjer. Pred leti na eni daljši 115 km vožnji v poletnem času, v vetrovnem vremenu, z izposojenim kolesom, ki ni imelo nastavka za bidon, sem sicer po poti se ustavljal v marketih in kupoval vodo, ampak sem kljub temu tako dehidriral, da sem naslednji dan preležal v posli. Fajn je, če poznate teren, ker si lahko že vnaprej splanirate, pri katerih pipah se boste ustavili. Bidon po uporabi doma zelo dobro operte. Še posebej, če imate noter kakršenkoli napitek, ki ni navadna voda. Dobro sperte vse ven, sicer se vam bojo nabirale bakterije. Pri tem se zavedajte, da večino bakterij boste vnesli sami s svojimi usti, zato še posebej dobro operte nastavek za pitje oziroma cel zamašek. Od odzunaj in od znotraj. Ko boste bidone umili, oprali, jih dobro posušite. Obrnite jih na glavo navzdol, da se voda izteče ven iz njih. V poletnem času lahko pustite v bidonu 2 deci vode in ga date v zmrzovalnik. Led v bidonu bo preprečeval, da bi se razrasle bakterije, in ko boste dotočili vodo do vrha, boste imeli še nekaj časa hladen napitek. Vsaj dokler ga vroče poletno sonce ne stopi. Če imate doma kakšen star bidon, ga lahko na vrhu odrežete in si tako naredite priročen etui za anorak ali pa za kakršnokoli drugo orodje oziroma prehrano ali karkoli pač rabite s sabo. Je vreme danes tako prijetno, da anoraka ne bom rabil. S pravilno izbiro bidona lahko izrazite tudi svoje stališče, koga opogumite ali pa opozorite. Čutite, da vam v kakšnem klancu pojemajo moči, lahko poln bidon odvržete kot balast in prvi pripeljete v gorski cilj. Če bi mogel našteti samo še eno koristno uporabo bidona, se pa obvezno spomnim na dogodivščino pred leti, ko smo šli prijatelji, sodelavci, kolegi v Italijo na kombinacijo kolesarjenja in kampiranja in smo zjutraj pili kavo iz bidonov. Pač nismo imeli skodelic in so prišli tudi bidoni prav.
Vse veste, moška družba je kot pokrajšan ulomk. Vse je tako preprosto in enostavno. Bo kakšna ženska vprašala, ma ki niste imeli prtičkov? Ne, nismo imeli niti prtičkov. Tako, pa sem zaključil še en krog po Vipavski dolini, 52 km, vozil sem se 2 uri in 4 minute. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.